En lep pozdrav v imenu Centralne tehniške knjižnice. Najprej bi prav lepo pozdravil naša gosta, dr. Franci Demšar in dr. Primož Južnič. Danes bo dr. Demšar predstavil svojo novo knjigo z naslovom Akademska igra ali adut družbenega napredka. Pogovor z dr. Francijem Demšarjem bo vodil dr. Primož Južnič. Predstavitev bo trajala nekje od 30 do 45 minut, pa potem bo diskusija, če boste imeli kakršnekoli vprašanja. In to je to. Mimogrede, tukaj je dr. Demšar prinesel ene 3 knjige, tako da če si bi jo kdo rad kupil to knjigo, je lahko danes dobi po 19 € promocijski ceni. To je to. Hvala lepa, Tim. Ja, seveda, prijetno mi je dolžnost, da lahko vodim to predstavitev in postavljam ta prva vprašanja. Naslednja seveda upam, da bo tudi vaša. Sedaj moram takoj povedati, seveda, da bo diskusija majčkeno usmerjena, ker je tudi publika malo bolj, torej bomo poskušali mogoče ravno tiste stvari, ki večino vas zanimajo, torej tudi področje informacijskih virov znanosti, ampak seveda knjiga je veliko širša. Knjiga dejansko predstavlja en odličen pregled znanosti v Sloveniji, raziskovalne dejavnosti in razvojne dejavnosti v Sloveniji. Od nekako, bi rekel, začetkov skoraj da, seveda ne posveča se ji to ni zgodovina v tem smislu, ampak je pregled razvoja, ki nekako potem prikaže ta razvoj do današnjih dni. To ni prva, to je že 3. knjiga dr. Demšarja. Prva je Transparentnost, ki se delno tudi znanostjo ukvarjala. Tam imamo nekaj že legendarnih zgodb, kot na primer tista o viskiju in seznamu viskija, ki se na koncu raztopi, Potem druga knjiga, ki je imela dosti odmevni naziv, ker se imenuje Javna hiša Slovenije. Seveda ne govori o prostituciji, ampak o kadrovski politiki v slovenski javni upravi. In seveda ta teka Akademska igra ali adut družbenega napredka, ki je v bistvu ena zanimiva kombinacija, ker je besedilo napisal dr. Demšar. Torej nekako to besedilo pa poživi, jaz bi rekel, skoraj da, ker v bistvu vrne tisti trenutek z pomočjo Jasne Kontler-Salomon, ki se opravičuje, je trenutno odsotna, ni v Sloveniji, tako da se tega ni mogla udeležiti. Ampak njeni zapisi, ona je dolga leta pisala za delo o znanosti in njeni zapisi se nekako umestijo besedilo v nek zgodovinski kontekst, kaj oživijo nek določen dogodek ali pa neko zanimivo tudi zgodbo, nekaj res zanimivih zgodb. Tako da se knjiga bere kar prijetno seveda in ni tako, seveda je znanstvena, je raziskovalna knjiga o marsičem, meni je tudi zelo berljiva. Takole, jaz sem malo ta daljši uvod, upam, da mi ne boš zameril, knjigo sem spremljal že od samega nastajanja in zato lahko tudi postavim to vprašanje. Knjiga je nastajala kar dolgo. Vem, da sem imel že načrt kmalu po Transparentnosti, da bi tisto knjigo malo razvil. Mogoče, če bi nam začel predvsem, seveda jaz te nisem še posebej predstavljal, ampak vseeno bi omenil to tvojo vlogo raziskovalca, torej človeka, ki je raziskovalno deloval, ki je potem se postavil mogoče delno na drugi strani, in potem pravzaprav združil to v smislu seveda razvoja znanosti. Pa če ne imam mogoče kar s tem začel, kako je knjiga nastajala, kaj bo tvoj namen in seveda kdo misliš, komu bo najbolj koristila oziroma kdo bo od te knjige lahko največ dobil ob branju in takih razmislekih. Ja, hvala za lep uvod. Knjigo, kako bi rekel, težko je, prej sva se vikala, tako da ona je pisala članke o znanosti dolgo vrsto let in do mojega dela je bila pohvalna, bila je pa tudi kritična, skratka ni nobena neka posebna povezava, razen ta, da sva se znanosti ukvarjala. Pravi
v pokoj sem šla, razmišljam še, kaj bi počela. Tako na misel mi je padlo, kaj ko bi to svoje 30-letno poročanje o znanosti mogoče združila v eno prispevke, v eno knjigo. Sem rekel, jaz pa tudi razmišljam, da bi nekaj na to temo napisal, sem pa 10 let vodil Agencijo za raziskovalno dejavnost, ki je v dobršni meri kreator vsega, kar se v slovenski znanosti dogaja. Hkrati sem bil prej državni sekretar, 2 leti zadolžen za znanost. Sem rekel, jaz pa tudi razmišljam, da bi napisal eno knjigo o slovenski znanosti in mogoče zdaj, ko ne vodim agencijo, ko nisem več neposredno odgovoren za stvari, je mogoče en tak možna distanca, da lahko napišem, oziroma ne samo, ne lovi to dobro, ne samo, da napišem, skratka, da v knjigi napišem tudi neke stvari, ki jih prej nisem hotel reči. In sicer se ni veliko tega, ampak neke stvari, predvsem strateške, v zaključku jih imam, nisem hotel reči zaradi tega, ker sem ocenil, da bi bilo neproduktivno, če bi jih preveč javno govoril za samo izvajanje službe, za uspešno peljati zelo zapleten sistem slovenske znanosti, ki je povezan z raziskovalnimi inštituti, z univerzami. Sem rekel, kaj ko bi pa midva združila, pa jaz napišem knjigo, pa nekako ilustrirava z vašimi prispevki, ki ste jih dolgo leta pisala, s kakšnimi intervjuji. No in po dosti dolgem sem napisal osnutek knjige, potem sem jo popravljal vsako leto z novimi podatki grafov, to sem 2 leti to popravljal, sva nekako prišla do neke kombinacije, kjer so moja poglavja, moji grafi, ideje in nekako prispevki, ki jih je ona pisala v teh 30 letih, ki so povezani, mislim, da kar lepo. Zdaj, en prispevek je tak, ki ni najin, ki sva ga z dovoljenjem profesor Tanciga objavila, to je pa iz leta 91, 3. julija, kjer je napisal en tak uvodnik, v katerem poziva raziskovalce, da svoje stike mednarodne uporabijo za to, da lobirajo za samostojnost Slovenije, neodvisnost Slovenije, tako da je tudi ta dokument en tak lep članek, ki mislim, da se ga splača ponatisniti v neki knjigi. To je približno, kako je knjiga nastajala. Skratka, kar v nekem daljšem zgodovinskem obdobju, ampak ja, tudi verjetno te članki bi se izgubili, če ne bi tukaj nekako na novo zaživeli, v nekem kontekstu neke obrazložitve, zakaj je do tega prišlo. Dobro, zdaj jaz sem si malo začrtal, kaj bi te rad vprašal. Povedal sem, da bom malo usmerjen, jasno, glede na to, da smo v centralni tehnični knjižnici, bom to področje tem malo več vprašal, ampak jasno moram začeti nekako z nekim bolj splošnim vprašanjem. Tisto, kar se mi zdi, da mene, ampak jaz mislim, da tudi poslušalke in poslušalce zanima, je ta v bistvu vlaganja, raziskave in razvoj. Povezava z vlaganjem, z bruto družbenim produktom in pa mogoče ustanovitev agencij. Oziroma tukaj lepo praviš, prav sta bile ustanovljeno istočasno 2 agenciji. Ena je bila javna agencija za ta raziskovalno dejavnost, druga pa javna agencija za tehnološki razvoj. V prvi agenciji vemo vse in je danes seveda pomemben dejavnik, v drugi agenciji ne vemo pa praktično danes ničesar, oziroma vem, da se je pred 6 leti združila v nekaj drugega in zginila. Kako s temi vlaganji, kako si ti to spremljal, oziroma kako vidiš, če lahko povzameš, kako ti vidiš to povezovanje vemo, da vlaganje v raziskovalni razvoj ne vpliva premočrtno na bruto družbeni produkt, pravi, obstaja več različnih elementov, ampak kako ga vidiš ti kot strokovnjak z tega področja in nekdo, ki se seveda moral tudi močno prizadevati, da so ta vlaganja prišla in šla potem na prava mesta pravim tistim, ki so je dobro obrnili in tega Republika Slovenija imela največ. Ja, seveda vlaganjem raziskave in razvoju v knjigi posvečam veliko pozornosti, ker so zelo pomembna rezultatom, ravno tako jasno.
No, in poskušal sem nekatera dejstva mogoče zelo jasno v knjigi opisati. Zdaj prvo dejstvo, ki mislim, da sem ga prvi pokazal dosti jasno že pred 10 leti na eni mednarodni konferenci predstavil, je graf, na katerem imamo na eni osi vlaganja v raziskave in razvoj, na drugi imamo pa družbeni bruto proizvod. No in na ta graf sem dal EU države in praktično za vse države velja, da više vlaganja, višji BDP, nekoliko gor dol, neka sprememba. To je prvo, kar se na tem grafu vidi. Drugo, kar... Okay, Luksemburg, finančni inženiring, to je tudi Anglija, nekoliko Velika Britanija, nekoliko izven, ki se v veliki meri preko London City živi od tega, bog si ga ve, koliko časa bo še. Ravno zdaj imam na obisku, bom imel vsak čas enega angleškega profesorja, tako da bo veliko o tem debatirala. No in drugo, na tem grafu sem dve časovni točki vzel. Prvo je bilo leta, mislim, da 2007, drugo pa 2017, 10-letno obdobje, in sem na isti graf narisal tako puščice. In se izkaže ne samo, da so vse po eni črti, ampak tudi več države vložijo v raziskave in razvoj, poveča se BDP. Tako da je tako jasno, to ne pomeni, da je samo vlaganje v raziskave in razvoj so pomembne, zaradi tega, ker te črte niso vzporedne, ne. V nekaterih primerih, Slovenija je tak primer, recimo, smo kar veliko povečali vlaganje v raziskave in razvoj, ampak BDP se ni toliko spremenil. Se pravi, važno je tudi učinkovitost samega vlaganja v raziskave in razvoj. No, zdaj pa seveda, da pa malo bolj natančno pogledamo to zgodbo, pa v Sloveniji slišimo dva stavka. Prvič, raziskovalci protestirajo, kako denarja za raziskovanje ni, to je eno. Drugič, Slovenija na veliko razlaga, kako so v Sloveniji nadpovprečna vlaganja v raziskave in razvoj. Kaj je zdaj res? Res je eno in drugo. In sicer v raziskave in razvoj slovenski inovacijski sistem je iz 4 glavnih igralcev sestavljen, iz 4 glavnih akterjev. Eno je gospodarstvo, drugo je država, tretje so univerze in inštituti, kjer se v glavnem izvaja raziskovanje, in četrto je EU. V knjigi imam z velikostjo krogcev narisano, koliko je sredstev v teh posameznih segmentih in koliko posamezni prispevajo, koliko EU gospodarstvo, koliko inštitutom, koliko država, koliko. No in nekaj značilnosti tega kvadrata je z diagonalami. Prvič, da so vlaganja države v raziskovanje v Sloveniji nedoumljivo nizka. In sicer država daje univerzam, inštitutom približno sredstev proračunskih 60% EU povprečja. In če gremo naprej, tam, kar bi sploh morala največ vlagati, to so univerze. Tam Slovenija daje univerzam za raziskovanje 40% EU povprečja. Še enkrat moram povedati, 40%. Skratka, zdaj v zadnjem letu je kako bi rekel, želja, da se nekaj zgodi, ampak saj tudi BDP se povečuje, tako da glede na BDP kakšnih premikov bistvenih ni. Da bi prišli na EU povprečje, bi recimo Agencija za raziskovalno dejavnost od sedanjih 150 milijonov morala dobiti recimo vsaj enih 250 milijonov, vsaj 100 milijonov povečanja, samo da bi na neko evropsko povprečje prišli, smiselno bi bilo pa v zgornjo tretjino, kar pomeni podvojitev. No, to je en del zgodbe. Drug del zgodbe je gospodarstvo. Raziskave, razvoj znotraj gospodarstva. Gospodarstvo veliko pozornost temu posveča. In sicer so nad evropskim povprečjem vlaganja v raziskave, razvoj. Se pravi, pred parimi leti, ko ni bilo gospodarske krize, je krepko nad evropskim povprečjem, zdaj pa kar nad evropskim povprečjem, 20-30%. Zakaj, kdaj se je to zgodilo? To se je začelo dogajati med letom 2007 in potem v enih 5 letih. Leta 2007 je država uvedla spremembo davčne zakonodaje, in sicer olajšave na vlaganje gospodarstva v raziskave in razvoj. In takrat so se v tem obdobju 5 let vlaganja podvojila. No,
Ampak potem pa, če zdaj to dvoje s tistim grafom, ki sem prej govoril, povežemo, kako pa je vendar, da se pa BDP ne poveča. Ta dva akterja, gospodarstvo in akademske inštitucije, nista dovolj dobro povezana. Skratka, znanje, ki nastaja na univerzah in inštitutih, nekako ne najde pravo povezavo z znanjem, ki je potrebno znotraj gospodarstva. In v knjigi kar nekaj na to temo govorim, tudi predlagam mehanizem spremembe davčnih olajšav, ki bi bile posebej namenjene za ta segment direktnih pogodb med gospodarstvom in univerzami in inštituti. Predstavljam si, da bi na ta način pa lahko dosti hitro v tistem grafu povečanje vlaganj v raziskave in razvoj zelo korelirali z povečevanjem BDP-ja. Skratka, ta vlaganja bi naredili bistveno bolj učinkovita, znanje bi povezali tam, kjer nastaja, z mestom, kjer je znanje potrebno. To je na kratko zgodba o vlaganjih, o teh različnih predstavah, ki v Sloveniji na to temo so. In izzivi seveda, da to spremenimo, so veliki. Prvič, država mora radikalno spremeniti svoj odnos do znanja, predvsem na univerzah. To je številka 1. Številka 2, nujno je potrebno vzpostaviti močnejše sodelovanje gospodarstva in znanosti, in davčne olajšave so tak mehanizem. Mogoče nič nisem omenjal EU. Slovenija je zelo uspešna pri pridobivanju EU sredstev, 150% EU povprečja v celotnem obdobju okvirnih programov. Bi pa seveda, če bi imel kakšen vpliv na EU, bi radikalno spremenil financiranje raziskav in razvoja znotraj EU-ja. EU ima dva načina financiranja. Eno so sredstva za enakomeren razvoj, za zmanjševanje razlik med razvitimi in manj razvitimi. Drugo so sredstva za raziskave in razvoj, ki so zelo tekmovalno se delijo. Medtem ko ta druga pa glede na to, koliko je neka regija razvita ali nerazvita. In hkrati pa, po drugi strani pa vemo iz tistega grafa, ki sem ga prej omenjal, vidimo, da če manj vlagamo v raziskave in razvoj, je država tudi manj razvita. In EU, če želi zares narediti enakomerno razvito regijo, bi morala več tega denarja usmeriti v to. Leta 2010 sem imel eno predavanje v Estoniji točno na to temo in to je bil tudi eden od razlogov, da je nastal en velik projekt EU-ja, strategija pametne specializacije, ki točno to dela, iz sredstva za enakomeren razvoj usmerja v raziskave in razvoj, in tega bi moralo biti bistveno več znotraj EU-ja. Tema, ki bi jo odprl, je znanstvena odličnost. Noter imaš veliko različnih besedil, sicer misli na to meni je najbolj všeč tale na 88. strani, to je v bistvu en citat na tvoje izjave, ki je bila objavljena v enem članku revije Nature. Pravi, znanstveniki so se morali naučiti, da so zdaj znanstveni rezultati edini kriterij pri zagotavljanju sredstva za raziskovanje. To je bil težaven proces, ki pa je znanosti v tem delu sveta, to vedno mišljajo nove članice EU, prinesel velik napredek. Zdaj, zanimivo je, da to je res, vsi podatki, ki kažejo, da je slovenska znanost odlična po številu člankov v najboljših revijah, po odmevnosti teh člankov, tudi vse več kaže, tudi delež člankov med tistim 1% najbolj citiranih. Dobro, malo nas še tepe tisti velik visok odstotek necitiranih člankov ali pa zelo nizko citiranih, ampak v tem smislu smo Slovenci dobri, ne? Kaj ti meniš? Torej, vem, da smo tudi v prejšnji knjigi o tem lahko brali, da gre tukaj za eno transparentnost, ampak ali še kaj drugega, ki bi lahko mogoče nam povedal, kaj je tisto, kar slovensko znanost, kljub temu, da so svoj čas jo želeli nekateri degradirati, ampak slovenska znanost se strinja z mano, je odlična, je po teh kriterijih mednarodnih nekaj pomeni, kljub temu seveda, da smo majhni. Ko sem pisal knjigo, sem poskušal
Recimo, jasno, vsaka knjiga, če nek zgodovinski pregled se začne pri Brižinskih spomenikih in potem skozi celo zgodbo raznih uspešnežev, ampak to je bilo dost kratek del. Glavni del je bil posvečen obdobju po letu 91, ampak vseeno, ko sem nekje poskušal pogledati, kaj je po mojem mnenju, kaj so glavni mejniki v slovenski znanosti, in sem 4 našel. Prvo je to, kar letos praznujemo, 100-letnico ustanovitve Univerze v Ljubljani, to je vsekakor posledice tega so vsestranske. Drugo je ustanovitev inštituta Jožef Štefan po drugi svetovni vojni, tudi zelo velika koncentracija znanja in še nekaterih drugih inštitutov poleg tega. Tretje obdobje, ki je točno takrat med letom 88, 89, 90, 91, takrat je financiranje znanosti se izredno povečalo, več kot podvojilo, in sicer ne samo podvojilo, ampak podvojilo za 2 zelo dobro mišljena projekta. Prvi je več raziskovalne opreme, drugi, javno še bolj znan, so mladi raziskovalci, financiranje novih doktorjev znanosti. To je tak tretji mejnik in od takrat samo padajo od leta 91, v principu samo padajo vlaganja glede na BDP v Sloveniji, jasno z nekaterimi nihanji. In potem četrti pomemben dosežek je pa to, ki ga mislim, da v marsičem lahko povežemo tudi s tem, kako je Agencija za raziskovalno dejavnost delala, je pa izreden dvig kakovosti, odličnosti slovenske znanosti. Par takih čisto osnovnih podatkov. Zdaj jasno, da ne bi preveč tehnicistično izgledalo vse skupaj, ampak vseeno, velik del znanosti, njena kakovost se da dosti lepo meriti po odmevnosti, citiranosti v svetu. In leta 92, ali takrat, ko smo prve podatke 93 imeli, takrat je bilo recimo slovenskih člankov v revijah, ki nekaj štejejo, ki so znotraj Web of Science, jih je bilo približno 50% EU povprečja. Njihova citiranost je bila približno 1/3 svetovnega povprečja, se pravi 50% glede na število prebivalcev in 1/3. Danes smo po številu člankov 2-krat nad evropskim povprečjem, preveč. Kar se tiče citiranosti, pa tam nekje 150-160% EU povprečja, medtem ko ta podatek je pa zelo pomemben. Ali pa če pogledamo, recimo, če bi vse indikatorje znanstvene odličnosti, ki jih je na desetine, poskušal en sam indikator predstaviti, so to članki, ki so v 10% najbolj citiranih, in Slovenija je, rečemo, v obdobju, ko sem začel voditi agencijo, ko je bila 70% EU povprečja, je zdaj zrasla to na 180% evropskega povprečja. Skratka, v Sloveniji je veliko raziskovalcev, krepko več kot v EU-ju, ki proizvaja odlične članke. Sočasno se je seveda tudi splošna kakovost povečevala, ampak še vedno velja, da je v Sloveniji preveč člankov, da so pisani zaradi raznih razlogov, ne zato, da bi bili namenjeni odličnosti, iskanju novega, tudi povezovanju z gospodarstvom, relevantnosti, ampak zaradi kakšnih drugih razlogov. Eden od pomembnih razlogov so habilitacijski postopki, ki niso primerni predvsem na univerzah, kjer se spodbuja tako pisanje. In kot po nekem čudu so me postavili na čelo NAKVIS-a in ravno zato odgovarjam za minimalne standarde na univerzah, tako da pisanja, in mislim, da bomo tudi tle naredili neke premike od ciljne kvantitete do kakovosti, z drugo besedo, ne napisati 4 članke v nekih revijah, kjer zlahka objaviš, ampak napisati enega, mogoče v 2-krat daljšem času, bolj poglobljenega, z več sodelavci skupaj v okviru nekih projektov, ki imajo nek smisel in znanstveno in nek smisel nacionalno v smislu relevance. To je recimo zdaj moja naloga. Toliko o odličnosti.
Nič se nisem spustil v jasno, da odličnost niso samo članki, so jasno knjige, humanistika, samo nek indikator sem izpostavil, ki je zlahka merljiv, ki je v večini področji seveda tudi najbolj prisoten, jasno pa, da na drug način je treba odličnost tudi to spremljati. Ja, tukaj imamo za ta del odličnosti, torej objave raziskovalnih znanstvenih rezultatov, imamo zelo dobro orodje, to je COBISS, ki ga tudi tukaj pač to poudarjam, ker veliko vidim med poslušalci je tisti, ki so tudi aktivni v tem spremljanju. Torej, COBISS kot sistem, ki lahko spremlja in znanstveno odličnost in to, kar si rekel, torej ta dolgi rep včasih, torej znanosti, ko je nekaj objavil enostavno preveč, ali pa kot je nekdo temu rekel salama, ko namesto, da bi imel en lep produkt, ga razreže že in pol ponujaš po koščkih, ampak kaj misliš o COBISS-u? COBISS večkrat noter omenjaš kot primer, vemo, da je to pri nekaj manjših držav evropskih ima nekaj podobnega, predvsem Skandinavci, ampak je nekako ena slovenska posebnost, ki nam pa to znanstveno odličnost objav pomaga spremljati. Ti si to skozi podbujal in tudi pokazal na pomen tega. Kaj meniš, koliko je to pomemben del spremljanja slovenske znanosti in koliko je seveda pomembna tudi odgovorno delo tistih, ki to bibliografijo znanstvenih objav v Sloveniji ustvarjajo? Zdajle sem se spomnil leta 1997, takrat sem postal državni sekretar na Ministrstvu za znanost in tehnologijo in pride k meni en gospod, Seljak se je pisal Tomaž, je bil zaposlen na ministrstvu, bil sem mu šef, in pravi, COBISS bi bilo treba malo bolj približati znanosti, da bi znanstveniki bibliografije vnašali, da ne bi bilo to samo sistem za knjižnično izposojo, za kar je super, ampak da bi tudi bil sistem spremljanja raziskovalne dejavnosti. Sem ga pogledal, sem rekel, kaj? Pravi, COBISS, še niste slišali za COBISS, nikoli slišal. No, tako se je zgodba začela in potem mi razložil vse in me je čisto navdušil z idejo, na kar grem k enemu gospodu, ki se je Zupan pisal, Jure Zupan, in sicer kasneje je bil minister za znanost, sem rekel, tole bi bilo odlično narediti. Pravi, pozabi, COBISS je nekaj, ki ne bo nikoli nič iz tega. No, sem rekel, jaz sem pozabil s tabo se pogovarjati, nič ne kritiziram Zupana, ampak samo, kakšno je bilo stanje. No in potem sem razmišljal, kako bi to zadevo oživili. Ja. In potem seveda takrat ministrstvo, kasneje Agencija za raziskovalno dejavnost razpisuje projekte, ki izgledajo raziskovalne tako približno. Prijaviš nek projekt, spodaj pa reference napišeš, kaj si do zdaj naredil. Skratka, da tisti, ki ocenjuje, vidi, a si kaj naredil ali nisi. In seveda te reference so bile, ko si gledal, eden tako napisal, drug drugače, en tako metodologijo, drugo metodologijo. In seveda težko iz tega dobiš nek pravičen način ocenjevanja, ko so reference na tak čuden način. Sem rekel, nič, to bomo povezali z prijavo na projekte. Zapisali bomo, da vi sicer lahko imate v kakršnem koli sistemu te bibliografije, ampak če se hočete prijaviti na raziskovalni projekt, potem morajo direktno iz COBISS-a biti izpisane po metodologiji, kjer se vidi čim več stvari, to smo dopolnjevali. No in takrat je bilo do razpisa 3 mesece. In potem takoj pride, se spomnim, šef knjižnice Inštituta Jožef Štefan, pravi, pa se to je nemogoče, mi imamo svoj sistem, to ne bo šlo. Sem rekel, nič, pa pač ne boste se prijavljali na projekte. No in potem je na veliko se je začelo tam dogajati, potem naslednja je bila medicinska knjižnica Univerze v Ljubljani. Medicina je vendar nekaj drugega, to ni tako kot cel svet, kakorkoli, tako ali drugače. V 3 mesecih se je število zapisov po 20-terilo.
Rezultat vsega tega je, da je zbirka Cobiss danes ne samo sijajna zbirka knjig, kjer si lahko izposojajo različni uporabniki na različnih delih v Sloveniji, izmenjujejo knjige, ampak enkratna baza ne samo člankov, knjig, zbornikov, raznih promocijskih gre. Skratka, vsega se to ne bom razlagal, ker vse veste dovolj dobro. Skratka, in o tem sem imel po svetu cel kup vabljenih predavanj. Na Irsko so me povabili posebej na to temo, ker so si želeli nekaj podobnega narediti na Češkem. Sem imel eno tako predavanje. Skratka, enkraten sistem. No, in enkrat en sodelavec moj mi prinese en graf, pravi, a ni zanimiv tale graf? In mi pokaže. In graf takole izgleda: število znanstvenih člankov, ki jih ta baza Web of Science obravnava, in je takole raste, na kar pride eno leto in potem je rast dvakrat višja. Ne? Tako žuk in potem dvakrat višja rast. Sem rekel, kaj bi pa to bilo? No, in tam, ko se prelomi, je leto 1997. Ne? Sem rekel, najbrž kaj, že taki časi so bili, vse to je bilo verjetno povsod po svetu, več revij, ne vem, pogledamo Evropo, vse države in se izkaže, da sta dve državi, ki imata, da v glavnem je taka črta, pri dveh državah poleg Slovenije je pa črta taka. Ne? Ena je Estonija, druga Danska. Ne? Sem pomislil, kaj je pa vendar v teh dveh državah takega. No, in sem rekel, mogoče so pa se povečale vlaganja za raziskave in razvoj, vlaganja za raziskovanje, ker če pač več plačuješ, več raziskovalcev, več pišejo, ne, je jasno. Delimo vse te EU države z denarji in kot po čudu se ta Estonija in Danska zravnata tudi. Zaradi tega, ker so zares tam povečali vlaganja v znanost. V Sloveniji pa ne, Slovenija pa še vedno tak graf. In edina zadeva, edina možna razlaga, ko smo izključevali vse, je, da je bilo točno takrat uvedba Cobissa. Kaj se je takrat začelo dogajati? Kar naenkrat so pač raziskovalci videli, da objavljajo različne stvari, eni tako, drugi tako, eni so pač nekaj pisali v nekih lokalnih zbornikih in iz tega se habilitirali, dobivali projekte, drugi so pa res šli skozi muko objavljen v najboljših revijah, kot ti vrže v glavo članek enkrat, drugič, tretjič, dokler ni zares napisan z mednarodnimi standardi. In začel se en tak tihi proces, ki je pripeljal do tega, da so enostavno se je odnos do odličnosti v slovenski znanosti se je popolnoma spremenil. In potem za hec sem se poigral, če bi ne bi tega naredili leta 2007, če bi kar taka črta bila, če ne bi uvedli Cobissa, bi leta 2017 bi prišli skratka do takega stanja, kot skratka izkaže se, da je tako povečanje, torej ta razlika, kot bi v 10 letih dosegli z 1,5 milijarde evrov dodatnega denarja. Skratka, če bi na tak način naredili kot Estonija ali kot Danska. Skratka, strahotni prihranki samo zaradi tega principa transparentnosti, ker vsak opazuje, profesori, študente, profesori med sabo, habilitacijski postopki so se spremenili, pacienti, zdravnike, profesorje, vse sorta. Tako da Cobiss je skratka odigral revolucionarno vlogo v slovenski znanosti, in če bi take vrste mehanizem imeli tudi v drugih delih družbe, da bi na nek način, tako kot znanstvenike obravnavali, šolnike, zdravnike, recimo v zdravstvu, bi zlahka, je cel kup mehanizmov, kjer bi lahko spremljali različne dobre klinične prakse. Obstojajo organizacije v svetu, recimo International Organization for Health Management, kjer se da vse to delati in tako na tak način svetujejo v svetu in tekmujejo med sabo in z istim denarjem dosegajo boljše učinke. Skratka, sistem Cobiss bi bilo sijajno vpeljati v druge dele družbe. Hvala. Omenil si seveda knjižnice. Zdaj, mi smo v Centralni tehnični knjižnici, ki vemo, da je koordinator, nosilec, organizator
večine konzorcijev, ki prinašajo slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem najboljše informacijske vire, da bom našteval. Ti imaš nekaj zanimivih misli, se da vidim, da umeščaš to področje v raziskovalno infrastrukturo. Praviš tudi, da med pomembne elemente uspešnega raziskovalnega dela spada tudi dostop do literature in podatkovnih baz. Ampak tukaj imaš eno zanimivo misel, pa bi rad, da nam mogoče poveš. Praviš takole, kaj več o tem. Pravi, gre za področje, ki bi ga večina raziskovalcev kar prezrla. Razlog pa bi lahko iskali v tem, da se zdi uporaba strokovne literature baz podatkov nekaj samoumevnega, ker je pri nas dobro organizirana in lahko dostopna. Zdaj, a se ti zdi to dobro ali se ti to zdi slabo za to dejavnost? Torej, ne opazijo, da je to dobro organizirano, torej ne znajo to istočasno, pa seveda je zato dobro organizirano, da bi imeli čim manj težav, a ne? Kako se ti zdi ta dvojnost, recimo, kar smo pa tukaj v centralni tehnični knjižnici in kolegi in kolegice tukaj radi o tem, kaj slišali tvoje mnenje. Ja, nenavadno se mi zdi. Ko enkrat se spomnim na ARRS-ju, na Agenciji za raziskovalno dejavnost, smo imeli tiskovno konferenco in sem na to temo hotel predstaviti. Takrat smo ravno podvojili sredstva za nakup baz podatkov, skratka, in potem naredili sistem, ker je profesor Južnič bil vodja tega projekta in tako da bom na to temo raje njemu prepustil besedo. Jaz sem samo pač pomagal pri teh finančnih zadevah in podprl idejo. No in skratka, rezultat tega je bil, da praktično vsi raziskovalci na inštitutih, na univerzah imajo dostop do ustrezne znanstvene literature danes v Sloveniji. Jasno so neki detajli, vsi bi to lahko povedali. Dosegli smo na dva načina, prvič preko konzorcijev, drugič z ustreznimi finančnimi sredstvi, ki nikakor niso bila tako velika, da bi kakorkoli zmotila samo financiranje znanosti, vsekakor pa zelo pomembna, da smo to izpeljali. To je v bistvu to. Po svoje luštno, jaz sem bil svoj čas veleposlanik v Rusiji pa državah Srednje Azije, tam se v glavnem pogovarjajo o vodi. A bo voda, ne bo voda, to je strateško, ne? In v Sloveniji, če rečeš nekomu, da se o vodi pogovarjati, ok, se spremenimo ustavo, ampak je bolj tako snobovsko kot zares, da bi kdo verjel, da vode pa, ki je ni v kakšnih predelih sveta. In na podoben način sem po svoje vesel, da smo v Sloveniji naredili, kar se tiče dostopa do znanstvene literature in v tem pogledu bi seveda priznanje izrazil profesor Južniču in seveda veselje, da v tem okolju knjižničnem je to uspelo izpeljati. Centralni knjižnici, jasno, bivšemu direktorju in sedanjemu, ki se žal za danes opravičuje iz raznih razlogov. Ampak to je tista neopaznost, ampak tisto, kar je kolega Šuštaršič Inštitut Jože Štefan rekel, nevidna knjižnica, ne? Torej, vsi imajo vse, ne vejo pa, da so to od zadaj seveda tudi neka sredstva in pa seveda nek trud v to vložen. Zdaj še ena tema, ki nama je obema, zato sem prišparil seveda bolj za na konec, ker nama je obema ljuba in nekako tukaj sva kar dosti sodelovala, v bistvu ocenjevalni postopki. Zdaj, kaj tega vidim, da imaš kar precej tudi v knjigi, ne? In torej imamo teoretično povedano, imamo dva tipa postopkov. Imamo kvalitativno ocenjevanje, ki je sistem recenzij, in seveda imamo kvantitativno ocenjevanje, ki so pač različne bibliometrijske metode, ne? Tukaj si moral, seveda, ko si to še praktično delal in tudi opisuješ, a nisi moral skozi nekako varirati, ne? Torej, moral si nekako gledati na oboje, seveda jasno recenzentske postopke, vemo, da v osnovi samo da tisti, ki v osnovi pomenijo pravo ocenjevanje zelo občutljivih zadev, seveda znanstvene odličnosti, ki se vidi preko prijav na projekte, uspešnosti programa in podobno. Kaj danes, ko imaš seveda majčkeno to že neko distanco do tega, kaj danes misliš o tej dilemi? Nekateri so takrat zelo
obsojali, češ da je preveč točkovanja, pa so pa spet se pritoževali, da je pa tudi recenzentski postopek ni ta pravi. Prvi znanstveni članek o bibliometriki, ki je bil v reviji Nature objavljen, Science, je na naslednji način, ki je vpeljal bibliometriko, na naslednji način začel. Pravi, ko gledamo, kdo je uspešen na raziskovalnih projektih, kjer recenzenti ocenjujemo, opažamo, da ni neke logike, oziroma da je logika zelo slaba. Da eni dobijo projekte, drugi ne dobijo, ko pogledamo, kaj so naredili do zdaj v življenju, prave povezave ni. Kaj, ko bi malo mi izboljšali ta sistem, kaj, ko bi naredili nek sistem, ki bi nekako primerjal različne znanstvenike med sabo. Skratka, ideja bibliometrike je bila izboljšati obstoječi recenzentski postopek. No in seveda poskusi so bili različni, zaradi tega, ker je v Sloveniji smo infrastrukturo razvili tako dobro, ko bi s povezavo na baze citiranja na članke, smo lahko v bibliometriki naredili korake naprej, ki si druge države niti predstavljati niso mogle. Skratka, za vsakega raziskovalca smo lahko različna obdobja analizirali natančno, različne indikatorje med sabo primerjali in vpeljevali bibliometriko kot pomemben način ocenjevanja. Posledica bibliometrike, zelo močne uporabe bibliometrike je bila ta, da se je kakovost zelo hitro povečevala. To je bila ena posledica. Druga posledica je bila pa ta, da so bili različni, ki so pač brali postopke in so se prilagajali tem postopkom in so na nek način, kako bi rekel, producirali več člankov, da so dobili več točk, take vrste stvari so se dogajale, eno z drugo. In to smo postopoma prilagajali in zdaj smo v točki, ko smo krepko nad EU povprečjem, kar se tiče kakovosti. In mirno v tem času je nastala kultura odličnosti, brez vsakega dvoma. Raziskovalna kultura, več ali manj so, skratka, če je ob začetku ARRS-ja mogoče bilo, ne vem, 20 skupin raziskovalnih v Sloveniji, ki bi jim lahko rekel, da so primerljive z svetom, danes jih je mirno 150 takih, ki lahko tekmujejo s katerim koli laboratorijem, s katerim koli skupino v svetu in se lahko tudi krepko umaknemo ta bibliometrijski element. S tem pa, da ga uporabljamo kot pomemben element, ki je na razpolago recenzentom pri ocenjevanju. To je bil en del. Ampak niti približno se nismo ukvarjali samo z bibliometriko, ampak smo se ukvarjali tudi z recenzijskimi postopki. In pri recenzijskih postopkih sta dve stvari pomembni. Prvič, ali so recenzenti dobri, in zato smo zelo hitro prišli na to, da uporabljamo res odlične tuje recenzente. No, tuje recenzente smo uporabljali še zaradi enega drugega razloga, da smo izločili konflikt interesov. Konflikt interesov je pa tako pomembna stvar, če ocenjuje nekdo iz sosedne sobe ali iz iste univerze ali iz sovražne fakultete, da enostavno pokvari vse. In kdaj je bilo to, leta 2010 ali so en članek objavili v Scientometrics, približno, ki je bil kar nekaj časa med 1% najbolj citiranih člankov iz tega področja. Naslov članka je bil pa bibliometrika, recenzentski sistem in konflikt interesov. No, in kar se v članku zelo enostavno opisal, smo naslednjo stvar. Pogledali smo, kdo je dobil leta, ne vem, 2003, preden je agencija bila ustanovljena, kdo je dobil, ko se je prijavil na raziskovalne projekte, kdo je dobil projekt. In pogledali smo zraven še bibliometrične podatke. In smo primerjali, kdo bi dobil projekt, če bi upoštevali zgolj bibliometriko. Izkazalo se je, da manj kot polovica. Se pravi, več kot razlog, da očitno ta
No in potem, kar smo naredili z ocenjevalnimi postopki v tem obdobju, smo skratka tuje recenzente, izločili konflikt interesov, kot je možno, dodelali ocenjevalne postopke. No in pa smo pogledali, kdo bi pa dobil po teh spremembah, ko konflikta interesa praktično ni bilo več, razen če slučajno poznaš tistega tujca, ne, kar je skoraj nemogoče, da bi. Rezultat je bil, da več kot 2/3 tistih z najboljšo bibliometriko. Skratka, tam je 20% se je število prejemnikov je bilo drugo, kot bi bilo prej. In prepričan sem, da teh 20% je tistih, ki so boljši, ampak ni samo tehnicistično, da boljši dobijo, ampak filozofski, da prijavitelji verjamejo, da, kako že to Srbi rečejo, ima Boga. Skratka, da če si dober, boš pa dobil projekt, ne da je samo prijatelji kot na vseh področjih v tej naši družbi. Samo če nekoga poznaš, celo cele šole so, kako se mreži, samo z mreženjem uspeš, ne pa s tem, da si en tak, kot so raziskovalci več ali manj in zato tudi zelo cenijo, mičkano mogoče malo bolj zaprti vase, ampak radi delajo stvari njim pa tok do vseh teh možnih kombinacij. In to je najbrž glavni dosežek celega sistema, dosti podrobno to v knjigi opisujem. To je skratka zgodba bibliometrika, recenzijski postopki, ki niti približno ni končana. Ne? Vidim, da ja, šlo hitro, upam, da tudi občinstvo tako kot nama. Ampak jaz bi sam še eno zadnjo, čist kratko zadevo. Namreč tukaj imamo eno zgodbo, ki je meni najljubša iz te knjige od Kontlerjeve. Zgodila se je februarja 2011. Se boš verjetno spomnil, kjera je od 129. strani naprej. Začne se takole. Vabilo na nedavno nujno sejo odbora Državnega zbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj z eno samo točko dnevnega reda. Skrivanje informacij pred javnostjo na ARRS. Je vzbujalo vtis, da gre za obsojanja vredno zadevo. Spomniš, zakaj je šlo? Meni je to seveda, ker ta enotnost, ki je takrat znanost pokazala, ne vem, če še pri kateri zadevi, torej vsi akterji so nekako zelo enotno nastopili. A lahko sam to zgodbo nam še poveš, kako si je ti doživljal, pa pol bomo dali seveda še občinstvu nekaj. Celo moj veliki nasprotnik Vito Turk me je podprl. No, in sicer bila je pa zgodba, zanimiva zgodba o anonimnosti recenzentov. Nek raziskovalec pač ni dobil raziskovalnega projekta, iskal vse možne probleme v zvezi s tem povezane in seveda je ocenil, da je to posledica tega, da je pač napačen recenzent bil in na vsak način hotel zvedeti ime tega recenzenta. Recenzenta sta dva verjetno? Dva recenzenta, dveh tujih recenzentov in seveda, ker je bilo pač vse ustrezno pravno zapisano, edini pravi način, takrat ko pravo ne velja, takrat se poslužiš politike, najdeš prijatelje v politični stranki, skličeš odbor, pokličeš televizijo in se zadeve lotiš, ne. No in poleg vsega so potem napisali prijavo informacijski pooblaščenki, da pač gre za javen denar in da zaupnost recenzentov ni na mestu. Informacijska pooblaščenka je izdala odločbo, da to ni v redu in tam približno smo se znašli. No in potem in tam na odboru sem dosti jasno razložil, da je tak sistem anonimnosti povezan izključno z zgodbo o konfliktu interesov, z zgodbo o tem, da res želimo, da recenzenti napišejo neodvisno mnenje in da seveda konec leta so ti recenzenti objavljeni, se vedno lahko pregleda, ali so kakovostno izbrani ali ne, ampak ne za kater projekt točno so ocenjevali, nikoli ne vem, da bi bila kakšna pripomba na kakovost kogarkoli, kljub stalnim letnim objavam. In da tako delajo povsod po svetu. Danska je edina izjema, kjer poskušajo nekako tudi tu ne z anonimnostjo, oni si glede na svojo kakovost lahko privoščijo, da pol izbirajo recenzente, ki so pa res zelo daleč in ne more ta konflikt interesov biti, drugje tega ne počenjajo.
To smo dosti natančno obrazložili, vem, da sem tam 3/4 ure imel neko predavanje v tem parlamentarnem odboru in gladko zmagali na sodišču proti informacijski pooblaščenki, prvič in drugič, dvakrat je bilo. Pirc Musarjeva je bila takrat informacijska pooblaščenka. Tako da to je približno zgodba povezave, ampak to je vedno, ko želiš neke stvari res dobro narediti, ko ključne elemente želiš uveljaviti, potem se poskuša politika vmešati, ampak to je že druga zgodba. To se ne vidi. Dva te najne 3/4 ure izkoristila, se zdaj morava dati še občinstvu možnost, da kako vprašanje. Tukaj je mikrofon. Lahko prosim. Če ne bi pa jaz Ja. bi malo izkoristila vašo prisotnost. Ne vem, koliko je tega v vaši knjigi, ker jo še nisem prebrala, ampak bi kar nadaljevali od teh zadnjih vprašanj, predvsem pa tudi glede na to, kar se v zadnjem času tako precej po medijih v zvezi z ocenjevanjem komentira in govori. In me zanima res tako vaše osebno mnenje glede na izkušnje v preteklosti in tako glede tega recenzentskega sistema. Mislim, ne vem, se mi zdi, da se to tako zelo načelno govori o tem, da malo kdo pa pove točno, mislim, zakaj ja, zakaj ne. No? Če lahko si vem, da to je zelo široka tema, ampak tako čisto vaše osebno mnenje. Ne? V čem vidite prednost, v čem je pa to pravzaprav ena taka zadeva, ki jo ne bomo mogli nikoli čist 100% imeti za ocenjevanje. Ne. Ker so bile tudi neke take ideje, da bi se pač bibliometrika čisto zamenjala za recenzentsko ocenjevanje. Ta hip v Sloveniji na Agenciji za raziskovalno dejavnost bibliometrike ni v nobenih postopkih, ampak je bibliometrika zgolj v pomoč recenzentom. Mislim, prej sem omenjal, kako je tekla ta transformacija in mislim, da je to pravilno. Seveda pa ima bibliometrika oziroma imajo recenzentski postopki probleme. Par problemov je. Eden je, ali so zares odlični izbrani. In mislim, da ARRS tako kar dobro dela. Drugo je pa seveda postopek je potrebno voditi kvalitetno, cel kup detajlov v zvezi s tem je. In Agencija za raziskovalno dejavnost ima relativno malo ljudi, ki bi lahko to vodili primerno. Tako, če bi želeli res dobiti recenzentski postopek, ki je primerljiv recimo z nemškim, potem bi morali enih 10 novih zaposliti visoko kvalificiranih doktorjev znanosti, ki so recimo bili uredniki kakšnih znanstvenih revij, ki s tem delajo. Brez tega bo vedno ta postopek šepal. To je glavni del. Recimo zdaj vodim Agencijo za kakovost v visokem šolstvu, kjer mislim, da smo kadrovsko boljše okrepljeni in si lahko veliko več časa, detajlov posvetimo postopkom in to je ta del. Drugače pa 100% ni nikoli, vedno je odvisno od denarja, z več denarja jih več dobi, z manj denarja jih dobi manj. Veliko teh debat je izključno povezanih z denarjem, z tem, da imamo toliko dobrih raziskovalcev, ki imajo upravičeno ki imajo dobre projekte, ampak so žal pod črto se znašli, za razliko, recimo, ko sva se enkrat tako sproščeno pogovarjala z avstrijskim direktorjem agencije, tako sem rekel, kaj je vaš največji problem? Pravi to, da jaz bi rad, da bi se več dobrih avstrijskih profesorjev prijavljalo na naše razpise, ampak imajo toliko denarja, da jih ne privabimo, da bi prišli. Ne bi rekel, ne da ravno v tej smeri, ampak z povečanjem sredstev, z temi strateškimi rešitvami, z večjim
z več denarja z gospodarstva bi večina teh dilem bi bila razrešenih in se o tem sploh ne bi pogovarjali. Lahko še jaz vprašam ravno to. Hvala lepa. Julijana Krisl z Fakultete za farmacijo. Obema avtorjema čestitam za verjetno zelo zanimivo knjigo, ki bom prebrala v prihodnjih dneh. Pa bi se navezala kar na tvojo zadnjo besedo, povezava z gospodarstvom in sredstva z gospodarstvom, a ne? Imaš mogoče kaj v knjigi ali imaš idejo v tem smislu, kaj je tista ovira, da recimo relativno malo projektov je financiranih z gospodarske strani? Na začetku, ko si zamudila, ko sem malo razlagal, ampak bom še bolj podrobno razložil, sem razložil, da podatki kažejo, da so vlaganja v raziskave in razvoj znotraj gospodarstva so nadpovprečna, v primeru farmacije sploh. Medtem ko vlaganje države v znanost pa podpovprečna. No, ampak slaba je točno ta povezava, gospodarstvo in znanost. No in povedal sem, da velika vlaganja znotraj gospodarstva, raziskave in razvoj so predvsem posledica uvedbe davčnih olajšav na vlaganja v raziskave in razvoj. In ta so podvojila ta sredstva, ampak niso pa povečala bistveno sodelovanja gospodarstva, inštituti, gospodarstvo, univerze, ampak v glavnem bila povezana z nakupom strojev za raziskave, zaposlitvijo ljudi. No in moj predlog v knjigi, ga nekoliko razdelujem, sem pa na to temo tudi organiziral pred kakšnimi 3 tedni posvet na SAZU-ju. Je pa ideja, ki jo v knjigi nekoliko predstavim, je pa ta, da bi posebno dodatno davčno olajšavo uvedli, recimo, da bi bila 20% glede na podjetje vrednosti olajšave za raziskave in razvoj, ki bi bila pa namenjena izključno temu, da so upravičeni do te olajšave tisto gospodarstvo, ki z univerzo, z inštitutom sklene pogodbo. Če sklene pogodbo, potem je 20% dobička ni obdavčenega zaradi tega. No in recimo, če bi tako za en občutek 600 milijonov na leto gospodarstvo vlagal v raziskave in razvoj, v pogodbe za gospodarstvo, za univerzami in inštituti da 30 milijonov, to je 5%. Če bi teh 5% spremenili v 20%, bi bilo to več kot 100 milijonov povezav med enim in drugim segmentom. Ampak ne samo to, gospodarstvo bi vedelo, da ima dve možnosti, ali pač vrne v obliki davka nazaj državi, ali pa za to nekaj dobi. In bi začelo iskati partnerje, taki, ki do zdaj niso sodelovali. Ne vem, Krka, Lek si predstavljam, da bi rekla, zakaj pa ne bi mi dva pa oba kupila fakulteti za farmacijo en spektrometer, to je pol cenejše, kot da imamo vsak svojega, recimo. In to je prvo, na drugi strani bi pa univerze in inštituti vedeli, da je denar v gospodarstvu in da ni nujno, da bo ves profit šel v dobiček, ampak da bo šel nekaj, kar je dokazano strateško smiselno v raziskave in razvoj, in bi z večjim veseljem odhajali v različna podjetja in iskali taka sredstva, ker bi bila v obojestranskem interesu. Če bi en tak sistem, sem prepričan, uveljavili, bi lahko v naslednjih letih res podvojili, potrojili, početverili to sodelovanje. Obmirno, skratka, dovolj imamo kadra raziskovalnega na univerzah in inštitutih, obmirni, kako bi rekel, z mirno vestjo, da to ne bo osnovno znanost čisto nič prizadelo, ampak oboje bo lahko delovalo z roko v roki. To je moja predstava. In na to temo sem že nekaj, skratka, imeli so posvet, kjer je SAZU tudi izdal tako javno izjavo, da podpira tak pristop in
poskušam se v stikih z ministrstvom za finance tudi take predloge dati, da bi nekaj konkretnega se na to temo zgodilo. To je eden od 2 predlogov, ki jih imam v knjigi. Drug predlog je, da sem žalosten, ko vidim, da raziskovalci na raziskovalnih inštitutih ne predavajo. In zaradi tega gre nekako vlaganje države v znanost deloma v prazno, v tako rekoč naša pomoč razvitim, ker pravi prenos znanja se zgodi od profesorja na študenta, če je profesor dober raziskovalec, če ve, potem prenese na študenta res tisto pravo znanje in žal tega ni pri nas in smo dosti na repu Evrope glede na to, kolikšno je razmerje inštitutov in kolikšno je razmerje univerze, kjer je prehod znanja dosti močnejši. To je eno od takih mojih, ko sem vodil ARRS, daleč največji neuspeh, da tega projekta nekako nisem uspel izpeljati, da bi raziskovalci na inštitutih bili vključeni v pedagoški proces. En tak dosti uspešen projekt smo imeli, pedagoško-raziskovalno sodelovanje, kjer je v 2 letih se 20% raziskovalcev z inštitutov je predavalo na univerzah in to bi v enih 2 letih bi prišli do take idealne stopnje. Žal sem se s takratnim ministrom zadolženim za znanost se nisva ujela in je projekt propadel tako. Hvala lepa. Jaz sem Stanislav Raščan in sem vodja sektorja za strateške študije in analize na Ministrstvu za zunanje zadeve. Dr. Demšar je že priznal, da je kolega veleposlanik, je preživel z nami 3 leta, se mi zdi, in v sedanji funkciji, pa tudi v prejšnji funkciji kot direktor za gospodarsko diplomacijo seveda opažam, da so nekatere diplomacije precej tudi usmerjene v analize, dosti več na to dajo. Vem, da češki kolegi imajo točno zračunano za vsako državo, predvsem na področju gospodarske diplomacije, kakšne so še možnosti za uvoz, izvoz in se tega precej držijo. Zdaj, dr. Demšar, omenili ste določene družbene sisteme, zdravstvo, kjer bi se dalo dosti bolj podpreti sistem, ga ocenjevati, ampak v tem smislu, da se ga podpira. Kakšne so vaše izkušnje s tem na področju zunanje politike, diplomatskega aparata? Nekaj je o tem pisal tudi veleposlanik dr. Sovič, ki je bil tudi samo pač en mandat v Izraelu, potem se je pa poslovil, tako da kakšne so vaše izkušnje? Hvala lepa. Zdaj, v tej knjigi se diplomacije ne dotikam, imam pa zanimivo, v sredo sem gost predstavitve ene knjige, ki jo je napisal bivši načelnik generalštaba Slovenske vojske in bivši direktor Sove, profesor Podbregar, kjer bom sedel takole kot profesor Južnič danes sedi in bom nekoliko in sem razmišljal, in kar bom tam v tej knjigi, tam na tej predstavitvi povedal, je, da on se ukvarja z nacionalnim varnostnim sistemom. Tu govorim o nacionalnem inovacijskem sistemu. Oba sistema sta seveda pomembna, sta pa zelo različna, če so tlele akterji 4, kot sem jih naštel: gospodarstvo, EU, država, univerza, inštitut, je tam akterjev nekaj več, država, jasno, EU in seveda svet, predvsem v varnostnem delu, v širšem delu, žal ni omejitev na svet, in seveda akterji so tam drugi: policija, vojska, obveščevalno-varnostne službe, zaščita in reševanje, in seveda diplomacija.
In če povem moje mnenje, ker sem bil tudi na varnostno-obrambnem področju, minister za obrambo je bila ena mojih ljubših služb zaradi tega, ker se je toliko stvari dalo narediti, toliko nakopičenih problemov je bilo. Recimo največji dosežek, ki si ga štejem, ali pa recimo enih par takih je, ko sem si ogledal vojašnice, sem ugotovil, da je praktično 2/3 streh zamaka in bojo milijoni in milijoni propadli. Vse, kar smo investirali, vse viške denarja smo za strehe investirali. Ampak skratka, ko zdaj ta dva sistema gledam, obrambo in diplomacijo, bi si želel, da bi se svet tako razvijal, da bi bilo čim več diplomacije in čim manj obrambe. Oziroma in napadov, ne samo obrambe. In Bog vedi, kaj se bo zgodilo zdaj, če bo res Brexit se zgodil, to je verjetno, te analize se dogajajo, ker kot veste je Amerika dosti drugače razmišlja o vojski, kot razmišlja EU. Mogoče bo pa to nekaj, če se bo zgodilo nekaj zelo koristnega, bo evropska vojska tako nekako malo drugače, bolj diplomatsko razumela to našo okolico, ustvarila okrog nas ene take lepe tamponske cone, omogočila tudi več sredstev dala za razvoj teh področij in nekako to čudno predstavo, ki je predvsem v Sloveniji o vojski, ki je dosti negativno spremenilo v nekaj pozitivnega, v te elemente. Tako da diplomacija je področje, seveda, kar se tiče znanosti, povezano predvsem preko EU-ja. EU, kot veste, ima rečemo dva tipa financiran. En tip je tak tekmovalen, kjer je znanost, drug so sredstva za enakomeren razvoj. Jaz mislim, da bi na nivoju držav tudi sredstva za raziskave in razvoj ne bi smela biti tekmovalna, ampak bi glede na število prebivalcev morala Slovenija dobiti sredstva za raziskave in razvoj, tako kot druge države. Seveda znotraj projektov bi pa tekmovalnost morala biti. In to so verjetno debate, ki se v EU-ju stalno dogajajo, ne? Kakšno formulo uporabiti za razdelitev beguncev, kakšno formulo za razne stvari. Tako predstavljam si, da seveda, da bi lahko Slovenija si boljše kakšne stvari izborila in s tem, da skratka moje obdobje na Ministrstvu za zunanje zadeve se ga spomnim kot obdobje, ker sem si zelo razširil znanje. In je pa res, da v teh knjigah, ki sem jih napisal, od transparentnosti do političnega kadrovanja, do znanosti, diplomacije nisem praktično nikjer omenil, kar je dober znak. Ali je pa treba nadaljevati kako zgodbo s Turkmenistanom? Nekaj je v transparentnosti, se spomnim ena zgodba ravno iz tega konca, ja. Kaj sem tam napisal, sem pozabil? Nekaj je bilo z en stik takole bolj, da je bilo v zvezi z razumevanjem transparentnosti, ali je bilo ravno Turkmenistan od Zemlji? Še kako vprašanje? Ja, izvolite. Po zadnjih letih se pojavlja vedno večja zahteva po objavljanju v odprtem dostopu. Sprašujem pa za vaše mnenje o tem, kako bo ta sprememba v objavljanju vplivala na znanstveno odličnost oziroma bibliometrijo. Ja, zanimiva tema. Zadnjič enkrat je Društvo mladih, ali kako se zdaj imenuje, Mlada akademija, organizirala posvet na to temo, odprti dostop, o izzivih odprtega dostopa. In na tej okrogli mizi so zelo zagovarjali idejo odprtih dostopov. Sem rekel, no, če je pa že to prostor za debato, se bom pa jaz posvetil predvsem pa s tem odprtega dostopa.
In vsekakor je kakovost ena od pasti. Zdaj mogoče malo zgodovine. Z zgodbo o odprtem dostopu je seveda sjajna zgodba. Ideja je, da pač lahko članek prebereš na internetu tako kot karkoli na Googlu, brez da bi bilo ti treba naročiti knjigo, iti v knjižnico. Za Slovenijo v bistvu to ni kakšen silna dodana vrednost, ker smo za sistemom, da vsakdo, ki je v akademskem prostoru, lahko prebere katerikoli članek praktično zastonj. So pa seveda področja, kjer je obratno, ampak seveda nekdo mora plačati ta članek, plača ga pa zdaj avtor. Zdaj avtor ga pa v organizirani družbi plača tako, da mu inštitucija plača, v neorganizirani, recimo sem bil na debatah, so en predstavnik, je bil Gane, je divje protestiral, da mislim, da smo vsaj članke lahko pisali, zdaj še člankov ne bomo več mogli pisati. Tako da cel kup dilem v zvezi s tem je. Takrat smo predlagali, profesor Južniča sem predlagal takrat v eno skupino raziskovalnih agencij, ki je skoraj do konca pripeljala en drug model. Model je bil pa tak, da bi nekako države si približno en toliko denarja, kot zdaj plačujejo za dostop do znanstvene literature, bi dali za dostop, bi dali za revijam, ki bi jim omogočili prost dostop. In to bi recimo zgornja četrtina najbolj kakovostnih revij bi približno enako bilo. No in se je izkazalo, Nemci so zelo podprli, da smo bili tik pred tem, potem so bili Angleži proti in je stvar padla v vodo, Francozi tudi, je stvar padla v vodo. Bila taka lepa pobuda, ki smo jo peljali. No, zdajšnja pobuda je z angleške strani, predvsem za strani Evropske komisije tudi, kjer je bivši generalni sekretar za raziskovalne in razvoj ta projekt vodil. Zdaj mislim, da ga ne vodi več, on je izredno sposoben. Vprašanje, če ko njega ne bo, koliko bo ta projekt še šel naprej. Tako da skratka so pasti, so prednosti, v vsakem primeru je kakovost tista, ki jo je treba gledati. Samo odprti dostop nič ne pomeni, revija, ki nima ustreznega renomeja, ustreznega faktorja vpliva, odprt dostop ali neodprt dostop, pač ne daje upanja na to, da je kaj zadaj, ne. Jaz sem Marko Fonovič z Inštituta Jožef Štefan. Imel pa samo eno vprašanje ali pa pripombo glede bibliometričnega točkovanja. In sicer vsaka baza podatkov je toliko dobra, kolikor so dobre tudi stvari, pač natančne stvari, ki so vnešene. Ampak recimo v Sicrisu sem vsaj jaz osebno opazil kar veliko napak, kar se tiče tega, kako je določen članek točkovan. Recimo včasih je nek članek točkovan kot odličen, se pravi, da A2 črtici točke, čeprav po kategorijah Sicrisu v bistvu ne izpolnjuje teh pogojev. Velikokrat recimo tudi kakšni kolegi kot znanstveni članek pišejo članek, ki v bistvu sploh ni znanstveni članek in je ta potem točkovan, recimo kot znanstveni članek. Drugo podvprašanje pa to, v bistvu, kaj si mislite o tem, o razdelitvi revij, se pravi publikacij na področja, ne? Recimo imamo lahko raziskovalno področje, kjer je, 200 revij, najvišja revija ima recimo impact factor 20, potem imamo pa lahko raziskovalno področje, kjer je samo 10 revij in ima najvišji impact factor 2. In zdaj kolega, ki bo objavil članek v področju, kjer je 10 revij, pa ima najvišji impact factor 2, bo dobil veliko več točk in ta članek se mu bo tudi štel kot odličen dosežek, če bo objavljen v reviji, ki je prva na tem področju. Medtem ko nek raziskovalec, ki pa bo objavil članek na nekem področju, kjer je veliko revij, kjer je zelo kompetitivno, pa bo recimo objavil v 10 reviji od vrha dol, ki bo imela impact factor recimo 15, bo pa dobil veliko manj točk v Sicrisu in te se bo potem tudi tako upoštevali pri agenciji. Zdaj najprej, kar se napak tiče, sistem COBISS za raziskovalno dejavnost je narejen na ta način, da je vse vidno in če opazite napake,
ali pri sebi ali komor drugemu, potem jih sporočite. ARRS ima skupino, ki so to osici, ki to pregledajo, ki to popravijo. Skratka, narejena je na ta način, da se čisti, in to se dogaja dnevno in to se dogaja veliko. In zakaj bi gledal napake, ki so in se izboljšujejo. To je številka 1. Številka 2 je pa zgodba, kako upoštevati, recimo, imamo eno področje, kjer imamo članke z faktorjem vpliva od 0 do 1, drugo področje pa od 0 do 30, recimo. In sedanji sistem je tak, da znotraj področji, čim višji si, tem bolj se upošteva. No, to temelji na filozofiji tega, da bi v Sloveniji želeli razvijati vsa področja enakomerno, se pravi, da ne dajemo, da bi vsa področja želeli enakomerno razvijati in da tisti, ki so najboljši znotraj teh področji, so tudi najbolj nagrajeni. No, druga možna filozofija bi bila, da bi razvijali tista področja, ki so v svetu najbolj propulzivna, se pravi biokemija, recimo, ali ne vem, neko drugo področje, in bi rekli, ne velja absolutni faktor vpliva, kar pomeni, pozabimo, ne vem, na druga področja, pozabimo družboslovje, recimo, ali pa lahko bi tudi kakorkoli, skratka, z znanstveno politiko bi lahko regulirali, bi rekli, dajmo v to usmeriti. Sedanja temelji na tem, da želimo odličnost na katerem koli področju. Če se vzpostavi neka politika, da v neko drugo, potem to spremenimo. To je vse. Ja, recimo pri izbiri teh področij, recimo imamo področje mikroskopije. Članke, ki se objavljajo na področju mikroskopije, če so seveda kvalitetni, se da lahko objaviti tudi na splošnih področjih, kjer so veliko bolj kompetitivna. A se vam mogoče ne zdi, da se na ta način potem nekako daje vsaj deležu raziskovalcev neko potuho, da potem iščejo najbolj enostavno pot in rečejo, jaz se ne bom matral objaviti, recimo, lahko ima recimo ravno mikroskopiranje je tako področje, ki mi najbolj pade v glavo zdajle. Nekdo recimo naredi neko novo mikroskopsko tehniko, pa si reče, zakaj bi se zdaj matral pa to objavljal, ne vem, v Nature Methods, ki ima impact faktor 30, če pa lahko objavim v eni reviji, ki ima impact faktor 2, pa je na prvem področju, na tem področju mikroskopiranja, ki ima 10 revij in v bistvu dobim veliko več točk. A se vam ne zdi, da bi mogoče, razumem vaše argumente, ampak da bi mogoče se vsaj ta področja, ki so zdajle, razdelilo drugače, tako da ne bi v bistvu toliko močno stimulirali raziskovalcev, da naj nekako iščejo luknje in grejo po liniji najmanjšega odpora? Dva možna odgovora sta na to. Prvi odgovor je jasno. Sistem je treba spreminjati, vsake zadeve, ki jih opažaš, vsake absurde odpravljati. Upam, da se to dogaja na ARRS-ju, da se še vedno na to temo kaj dogaja. Enkrat je davno je bil minister za finance Kranjc, če se spomnite, kasneje je bil guverner in so ga spraševali o davčnem sistemu. Je rekel, davke je treba vsake 3 leta spremeniti, ker vmes se prilagajajo in hočejo luknje iskati. Ampak to je en del odgovora. Drug del odgovora je na to, da smo zdaj v naslednji fazi, da bibliometrika je v pomoč recenzentom in da to zdaj piše A-črtica ali večinoma velja, ampak hkrati pa še marsikaj drugega velja. In zaradi tega recenzenti spet niso neumni in recenzenti marsikaj od tega vidijo. In tretja zgodba je, da pa z idejo dovolj kvalitetne slovenske raziskovalne miselnosti, pa upam, da prihaja do tega, da je čim manj takih, ki te točke gledajo, ampak hočejo predvsem vejo, da šteje
odlično, pa nič drugega, da to šteje zares pri prijavi na projektu. Enkrat sem prebiral, moj takratni nemški kolega, vodja nemške agencije za raziskovanje, kako se že, Matthias Kleiner je napisal en tak članek, je rekel, želimo spremeniti miselnost tudi nemško raziskovalcev, od kvantitete k kakovosti. In vemo, in recimo eno od takih stvari je, da samo par člankov napišeš, ko prijaviš projekt, ne vso množico, kar si napisal, tisto, kar si najboljše naredil. Pravi, in vemo, da bo to spremenilo način dela v Nemčiji, to pomeni 1000 ali 10 000 raziskovalcev, je rekel. In pol naprej nadaljeval in menimo, da je to dobro. Zdaj upam, da že v Sloveniji je te vrste zgodba. Cela zgodba mojega vodenja ARRS in bibliometrike in vseh teh sistemov je bila samo ta, da bi nekako rekel, to, kar šteje, je zares dobro. In na razne načine smo poskušali povedati, kaj je zares dobro, ampak povedati, to je zares dobro, ne kaj so te stvari. Drugače pa razumem dileme. Ja. Še kdo? Hvala lepa tudi za odlično vprašanje. Mislim, da smo kar odprli vse teme. Upam, da vam je bilo tako zanimivo kot verjetno nama. Mislim, da smo kar v taki prijetni družbi. Je pa še lepo, da je vse posneto, in da bo lahko še kdo, ki se ni mogel tega udeležiti, to videl. In tisti, ki ste me poslušali, če ste se zgražali nad mojim jezikom, mogoče, če sem kaj narobe, knjigo mi je pregledala Julija Uršič in knjiga je lepše pisana, kot govorim. Kolegom Tivna ni. Nič, se zahvaljujem tudi Centralni tehnični knjižnici kot gostiteljem. Mislim, kolega Tivn je povedal na začetku, da je možno knjigo tudi kupiti ali za vas ali za knjižnico, če kdo iz knjižnice. Žiro račun je napisan, pol sem napišete. Je pa seveda z popustom, ki je za take stvari običajen. Hvala lepa za udeležbo in lepo pozdravljeni. Hvala lepa.